Branko Maček iz mariborske nadškofijske Karitas je zadovoljen. Doslej so zbrali že več kot 11.000 zvezkov, kar pomeni, da bodo lahko z njimi oskrbeli okoli 2.000 šolarjev iz severovzhodne Slovenije. Veliko so jih za revnejše vrstnike zbrali kar šolarji sami. Da so otroci lahko podarili svojim sovrstnikom kakšen zvezek. Navadno prosimo za A4 format in ga res radi otroci darujejo. Vsako leto se priključi več šol. Tu se mi zdi, da otroci zelo razmišljajo o sovrstnikih, ki nimajo toliko kot oni. V Karitasu zdaj zbirajo še denar za plačilo enega obroka delovnih zvezkov. Maček ugotavlja, da si ljudje kljub krizi še pomagajo. Najbolj pa so pripravljeni deliti tisti, ki sami nimajo prav veliko. Med podjetji je ena redkih izjem, ki je staršem in otrokom v stiski letos priskočila na pomoč, Nova Kreditna banka Maribor. Veliko meščanov je pristopilo k tej akciji, veliko poslovnih partnerjev. Najbolj smo pa ponosni na to, da so sodelovali tudi številni zaposleni. 1600 evrov in prav toliko šolskih potrebščin je namenjenih Zvezi prijateljev mladine. Letos nismo imeli tudi od rednega sponzorja nobenih sredstev, tako da nam je zdaj zasijalo sonce, ko smo dobili te sponzorje. Zaenkrat smo razdelili 37 družinam. Vsem šolarjem dobrodelne organizacije ne bodo mogle pomagati. Se tudi to dogaja, da pridejo starši po kredit za šolske potrebščine in vse potrebno za šolo. Bi prosila, če še doma ležijo kakšne uporabne torbice, še kakšni zvezki, ki niso bili uporabljeni z veseljem, mi bomo sprejeli. Delili bodo, dokler bodo imeli. Prednost imajo družine z invalidnimi, bolnimi ali več otroki.